Pozdravljeni na 41. epizodi podcasta Pot k ravnovesju. Podcasti Pot k ravnovesju so namenjeni pogovorom o našem življenju, o poti, o preizkušnjah, izzivih, nekih prelomnicah in seveda temu, kako gremo čez te zadeve. Včasih se pogovarjamo konkretno iz življenjskih situacij, včasih z strokovnjaki, ki se tudi ukvarjajo z pomočjo ljudem, kako iti čez neke prelomnice, bolezni mogoče in tako dalje. Tako da danes je epizoda, ki smo si se nekako strinjali, smo ji dala naslov Ključi do zdravja se skrivajo v nas in z mano je Dejan Jarič, zdravnik. Živijo. Dejan, živijo in res hvala, ker si se odzval vabilu. Hvala za povabilo. Bom na kratko še povedala, kdo pravzaprav Dejan je. Torej, Dejan je zdravnik, psihoterapevt in eden od pionirjev holistične medicine v Sloveniji. Medicino si končal v Ljubljani. In si potem nadaljeval še z psihoterapijo, študijem psihoterapije. Zdaj si tudi doktorant integrativne holistične medicine na Quantum University v Ameriki, predavatelj, avtor terapevtskega pristopa Transpersonal Quantum Therapy in ustanovitelj svoje šole za življenje Ananda. Torej, po osnovi izobrazbe, kot smo rekla, si v bistvu zdravnik. In danes bo potem malo v bistvu zadevo raziskala, zakaj si šel širše od tega, kar je klasična medicina. Že zelo zgodaj si skratka tudi začutil, da te zanima več in odgovoriti tudi, kako dejansko utišati simptome, zakaj neka bolezen nastane in tako dalje, ne samo v bistvu neke obliže dejati kot zdravnik. Ne? Ja, najti vzroke za to. Ja, in vzroke iskati in se potem celostno pozdraviti. Ne? To je zdaj smisel tle, ne da se zadeve vračajo. Tvoje delo temelji na razumevanju, da človek ni zgolj fizično telo, niti zgolj skupek simptomov, diagnoz, laboratorijskih izvidov, temveč neko celostno bitje, torej fizično, eterično, čustveno, mentalno, karmično in duhovno. In seveda tudi zraven živčni sistem, srce, intelekt in tako dalje. 5 let si tudi vodil oddajo Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV, kjer si z različnimi gosti odpiral teme o zavesti, zdravju, notranji preobrazbi, odnosu do sebe, prebujanju srca in tako dalje. To prebujanje srca bomo malo nagovorila, zakaj se to pojavlja in zakaj je to pomembno. Se mi zdi, da je eno od dobrih iztočnic. Torej, tvoje sporočilo je preprosto, a zelo globoko. Ključev do zdravja ne moremo iskati samo zunaj sebe. Ja, res je, lepo si to povedala. Hvala ti. Ja. Kaj to pomeni? Dajva mogoče to nagovoriti najprej. Kaj si hotel s tem sporočilom tako na kratko, če rečeva? Ja, v bistvu jaz sem imel tako kot vsi, neko lastno izkušnjo, lastno iniciacijo. Že v gimnaziji hude depresije, 3 epizode, 1., 2. pa 4. letnik. Ko tik pred maturo sem se nekako sestavil, pa sem nekako pol tisto naredil, in kako, da sem imel gor podporo. Je bilo namenjen? Je bilo že, ja. Ja, sorry. Prosti. Ja, kar. Ja, tako da je bilo v bistvu tako en tak višji načrt, bom jaz rekel. Ja. Zaupam, da smo v bistvu vodeni z ene višje inteligence, lahko temu rečemo izvor, kreator, Bog, ljubezen, univerzum, kakorkoli. Torej sem imel te hude depresije, tenzijske hude glavobole, tako res me tiščala glava skozi in nič, šel na CT. Nič, ni krvito, ni tumor, kaj pa zdaj, tako da treba iti globe pogledati, gastritis se skozi, torej ta psihosomatika je bila pri meni zelo močna, kako res psiha, vzorci, čustva, strahovi vplivajo na neke simptome telesa, in tukaj je medicina sicer priznava to že, da to je psiha, ampak ne znajo prav zares pomagati. Kam iti gledati? Ja, tako več kot toliko, in potem seveda sem začel takrat naprej z meditacijo se ukvarjati, potem začeti tudi sam se redno hoditi na psihoterapijo, da sem začel odkrivati svoje vzorce, strahove, dvome, kje v bistvu zanikam sebe, kje ne živim sebe, svojega polnega potenciala, ker vemo, dokler sebe zanikamo, dokler živimo po nekih pravilih družbe, staršev, norm, nekaj, kar moramo, pa mogoče ni naše, bomo slej ko prej zboleli. Jaz pravim, duša nam pošlje iniciacijo, preizkušnjo, bolezen, zato da se zbudimo.
Zato, da kot rečem, prebudimo srce, prebudimo svojo zavest, da se spomnimo, a ne, v bistvu, kdo zares smo. A ne. Sej v bistvu globoko v sebi vse vemo, a ne, sem kaj, ko je to potlačeno po tonami in tonami enih vzorcev, čustev, travm, ne, blokad, živčni sistem, ki je skozi v simpatičnem, ne, odzivu, boj beka, ne. Tukaj vemo, ne, vsak kri gre v končine, roke, noge, ne, vitalni organi pa niso prekrvavljeni, a ne. To pomeni skozi adrenalin, kortizol po krvi, a ne. In kronični stres vemo, da nas vodi v bolezni, a ne, tudi čisto fizične, a ne, visok tlak, ne vem, sladkorna hiperlipidemija, povečane maščobe v krvi, rak v končni fazi, a ne, če človek dolgo let tako živi na avtopilotu, kjer ga vodi, vemo, 95% naše podzavesti, kar je dr. Bruce Lipton, ne, ki sem ga imel milost osebno spoznati, tudi dokazal, a ne, da nas vodi 95% teh nezavednih prepričanj, v 100% v bistvu vodi naše življenje. Ne. Torej imamo mi, povprečen človek, nekje 5% tega operativnega zavestnega uma in potem mislimo, da nekaj vemo o življenju, da nekaj mi operiramo, ne, v resnici je vse to en program avtopilota, ne, ki nas vodi, a ne, in če z nekim delom na sebi, s kakšno terapijo, ne ozavestimo teh stvari, a ne, saj rečem, faze napredka so 3. Prva stvar je ozaveščanje, ne, dokler ti ne veš, pa če to podzavesti te ovira, ne moreš razrešiti, ne. Druga stvar je soočanje s tem z oči. Imaš strah, ne vem, pred javnim nastopanjem, ok, sooči se z njim, poglej ga v oči, a ne, daj ga nastav, pogovarj se z njim, ne, če malo humanistiko uporabam, ne. In potem poglabljanje realnosti je pa 3. faza napredka, da pa ugotovimo v bistvu navidezne koristi svojega stanja, kako nam na neki nezavedni ravni to služi, ne? Kaj imamo od tega, ne? Mogoče smo radi kdaj v žrtvi, pa bogi. Ne? To je najtežje. Ja. Se mi zdi, da si ljudje priznamo, ne? Da je v bistvu si se zaciklal tudi nekje in da ti koristi. Ker vedno so plusi in minusi nečesa. Vedno. Zakaj mi koristi in zakaj še ohranjam to, ne? V svojem življenju. Tako. Zdaj si me čist. Jaz sem tako, ko si nekaj rekel, sem že to bom. Ja, sem te že videl, si že hotla. A si videl, ne? Čakaj. Neki istočnic, ja. Ne, samo malo. Deva se vrniti nazaj. Vse to si bil ful mlada, ne? Ja. Čakaj, 15 do 18, zdaj govoriva o enem mladostniku. Ja, 14 v bistvu. 14 do... letniku, ja. Ali koliko že, ne. Ja. Jaz danes pravim, ne, takrat je bilo res hudo. Jaz spal nisem po pol leta, ne. To so bili res hudi procesi, a ne, meni se je že bledel, ker možgani niso mogli več procesirati, a ne, to, kar ne spiš, a ne. Imel sem to pač tako depresijo, da je šla v nespečnost, a ne, in res pač je bilo zelo hudo, no, in seveda to je bilo danes je darilo, vem, mojega prebujenja, da sem že kmalu začel na sebi delati, ne, in naredil ta proces, a ne, pač ja, ko pa si noter, je pa težko, ne. Ne, veš, kaj sem hotel, tle pod vprašanje imam. Prej si rekel, recimo, da se to začne, ko doskrat, ko nismo v skladu s tistim, kar bi naša duša želela, a ne. Ampak tako hmal, da se tak močen potisk zgodi, ne. Dobro, ti si bil šele gimnazic, ne, dobro, pričakovanja staršev so lahko že bila takrat, boš ti bil znanstvenik, boš najbrž ste imeli kakšne take, pa si pa res šel na medicino, ne vem. To zdaj nekaj na pamet govorim. Ja, mama je imela, ja, to, kar ona ni, ne, naredila, ona ni prišla gor, ja. Se je šlo pol za to. Prenos name, ja. Ampak si to zbral potem. Ja, potem sem To je zanimivo. Ja, ker je bila to moja pot, ne. Nisem ostal, ampak je bil nujen del te poti. In danes sem mami hvaležen, ker je bila moj iniciator, ne. Točno. Ki me je vrgla v to. Ja. Vidiš, to me zanima. Ja, me je v bistvu, tudi ko sem v te krize, me je takrat pomagala in tako, ne. Da sem šel čez, a ne, bila je kar stroga, ne, ampak danes vem, da je bilo to potrebno. Je tudi močna, da je zdržala, ne. Tako, da kljub tvojemu takemu v bistvu odzivu. Ja. Kaj pa je bila tvoja ideja? Se spomniš sploh takrat, kaj pa bi ti? V bistvu jaz nisem vedel, kaj bi zares. Ne. Ja, se je normalno to pač pri teh letih. Ja, ne moreš vedeti, ne, ampak žalostno, da se moramo odločiti, ne, pri teh letih, kaj bomo, ne. Ja. Je kar kriza, ja. Se malo ljudi ve, kaj. Malo ljudi ve, ne, zakaj? Zato, ker seveda smo potlačeni, pa vzorci, pa čustva, pa pričakovanja drugih, pa ne, en cel kup stvari, in dokler ne. Jaz bi vsakega dal na eno terapijo že prej, a ne, da se sploh malo spozna. Da se to malo, da se prečisti te neke plasti. In vemo verjetno kaj, ko se vrneš nazaj v to, kaj pa te je kot otroka veselilo? Verjetno ta čista esenca, ki si več do 5. leta, kaj si delal, ne? Mene je v bistvu že skozi tudi pola, ne? Mene so zanimale te
druge stvari, ne, alternativne stvari, duhovnost, ne, že skozi. Nekaj meni tle materialno ono, to nikoli me ni zanimalo. Tudi, ker sem bil mlajši, sem se vedno starejšimi družil, ne, to pravijo stara duša, ne, ki ima že mnogo izkušenj in si marsikaj že dal česa, ne. In enostavno me neke te povprečne brezvezne stvari, ne, kajnega povprečnega otroka, me je bilo skupaj časa, kaj je zdaj to, ne. Ok, se bom igral, ampak to pa ni smisel lifea, kaj bom zdaj naredil, ne. Pa si prišel v stik s tem, takrat, ko si raziskoval, kaj je tisto, ki pa je neki, da si v bistvu že kot mali kazal. Ja. Si prišel prav v teh meditacijah, v teh procesih v stik s tem. Ja, v bistvu, ne. In ta depresija je bila pa še ona največja budnica, ne, ki me je pa zbudila v to, ne. Ker se ti je bilo neugodno. Seveda, ne, in takrat sem mogel nekaj narediti, ne. Sem rekel, okej, sem imel kar dobro osebno zdravnico, no, ni hodila tako antidepresija, ne, je bila tudi homeopatinja pa tako, no. Je bila odprta, no, tako da me je podpirala, ne, potem sem začel za meditacijo, TKTM, transcendentalno, ne, potem še na faksu potem z individualno terapijo, ne. Začel, ne, kognitivno-humanistično, transpersonalno že takrat, ne, dosti sem tako napredne pristope sem iskal, no. Ni me zanimalo samo tisti klasični model, ne, pa sam pogovor, ampak ok, dajmo iti v vzrok, dajmo, ne, jaz imam, ne, tudi to globino, tudi po moji natalni karti, ne, imam to globino, zato lahko delam transformacije z ljudmi, ne, zato imam toliko dobre rezultate lahko, ne, ker pač nosim to esenco, da vidim čez maske, vidim čez tisto, kar ljudje na zunaj kažejo in jih lažje pilom podzavest, da transformirajo tiste rane, travme, bolečine, ne. In tako, ker sem pri sebi, ne, začutil, da rabam eno globino, da rabam iti globje, tako zdaj, ne, ker sem kar dolg leta, 11 let orang, ne. Delo seminarji, delavnice Slovenije, tujina, res veliko vložil vase, zato danes vem, da je to res osnova, ne, da človek najprej sebe postavi, ne, in tudi, ko imam šolo, ne, imam 3-letni program, ne, zato, da res ljudje se prečistijo v tem času, da delajo ves čas na sebi, ne, ker roko na srce ti ne moreš drugim pomagati, če sebe nisi postavil, ne. Ker če svojo projekcijo delaš potem, oziroma če svoje omejitve. Točno to, ne, in vidiš, mislim, peleš človeka to globoko, ker si šel sama, ne. In ne moreš ga globi tam zataknen ustave, po možnosti še to grozo. Ja, niso heci, ne, delati z ljudmi. Veš kaj, me tle zanima. Torej, bolezen je bo rekla, neka nelagodje, neka zelo, to pa si lahko tudi bolezen, seveda, neka taka, neki izziv ta, ki ga začutimo na telesni ravni. Lahko je tudi, so bolečine, lahko je tudi, a veš, ta fibromialgija, ki je zdaj toliko. Imam glih eno pacientko, klientko na terapiji. Težko je reči, ne, ampak ona sam pač govori, vse me boli, ker ljudje kar ne verjamejo in tako, no, hočem reči, nekaj tako močno fizičnega mora biti, ne, ali pa bolezen, da nas premakne, ne. Da začnemo, pa ne ti tudi vedno nujno, ne. Nažalost, jaz mislim, da še vedno večina ljudi, če je vse v redu, če ne, ni težav, pač ne bodo se premaknili. Ja, seveda, ker smo leni po naravi. Zakaj pa bi so na obdobja, ne, saj mi je kar v redu, ne, zakaj pa bi jaz nekaj delal na sebi, ne, in potem enostavno pač ni potrebe. Ni potrebe, ja. Mogoče je kakšna druga lekcija se te duši odvija, veš, tudi na drugačen način, ne. Saj ni nujno, da grejo vsi čez tako močno izkušnjo, ne. Ja, odvisno, jaz pravim, ponovadi je tako, no, večje poslanstvo, kad imaš težje, imaš ponovadi preizkušnje, ker, ne, vedno te vesolje kdorkoli že testira, ne, a boš ti to šel čez, a boš zmogel, ne, a se boš, ne, umaknil in ponovadi je tako, ja. In tukaj se že ta iniciacija na novo. Ja, tako za novo rojstvo, ne. Jaz sem nič koliko, kad sem mogel umreti, dobesedno, stari del mene je mogel umreti, da se je lahko rodil novi, resnični jaz, ne. In to gre plaz za plastjo, ne, izkus odmetavaš, vse vemo, ti plasti, čebule jih je veliko, ne. Jaz pravim, jaz bom to delal do konca življenja, jaz sem skozi še vedno na poti. Seveda. In hvala Bogu, in to je življenje. Ampak ko neko plast odluščeš, deva to malo nagovoriti, ne, ker se prav zaveš, da je nekaj drugače, da drugače se zaveš, ne, prav vidiš kar drugače. Ja, jaz sem bil včasih v procesih, sem tako videl, ne, jaz sem bil tuj sam sebe, pa sem to še jaz. Ne, nekaj odpadala, ena zgodba stara, ne, moja identiteta, ne, problemi so naše poistovetenja, ne, se mi ego stanje, ne, vzorci čustva, ne, in se poistovetimo, ne, v tej drami svojega življenja, svojo zgodbo, kaj se mi je zgodilo, ko sem bil tam ranjen, prizadet, ne, in ko enkrat te ene ranjene plasti odluščiš, ne, ko to odpade,
Kar malo se ustrašiš, kaj pa zdaj, ne, kako ne pa zdaj živim, kako bom pa zdaj izbiral neko novo življenje. Ne. In pa se moraš navaditi na novo verzijo sebe. Ne. In tudi drugi. Tudi. Ker jaz sem že slišala velikokrat tako ljudi, ki so jim res začeli, pa so delali na sebi, da so jim potem začeli drugi učitati. Pazite, to je ena od večjih očitkov, kako si ratu sebičen. Ja. Ne model, samo pač. Samo. Zdaj mi je pomembno, kako se najprej jaz počutim, ker velikokrat je to tisto, ki so bili samo dajalci. Tako, razdajanje za druge, klasična paparaka dobiš, ne, pa se čudaš, ne, ker nimaš sebe, ker si izgubil sebe na tej poti. In jaz tudi pravim, ne bom rekel na prvo mesto dati sebe, ampak v center svojega življenja. Ne. Popolnomočenega sebe, ne, najprej. Tako, da pač živiš to, kar čutiš, to, kar ti je pomembno, ne, da živiš svojo resnico, svoj potencial, ne, to, kar želiš živeti. In ljudje, ki so tudi na tej poti, rečemo temu, da razumejo, da se to dogaja, ali pa sami tudi grejo čez procese, nikoli ti ne bojo kaj tazga rekli, bom rekla, očitka. Ne. To taki, ki bi imeli tebe, starega tebe, ki so nekaj od tega dobili, ki so neko energijo izmenjava, ki je bila zate toksična, za unga pa tudi verjete, ki ga ohranja tam, kjer je. Ponavadi gre za te odnose, za črpanje energije življenjske, kjer v bistvu vežete na se, je oseba lahko posesivna, to so razne te osebnostne motnje, vemo. Pa še velike tega. Tega ogromanja. No, tem se zdaj zadnje, jaz ne vem, hvala Bogu, očitno mi to ni namenjeno temu življenju. Take lekcije nisem imela, ampak to je kar težka zadeva, težko prepoznati. Težko, ja. V bistvu, ko si ujet v nek tak odnos, ki je nezdrav. Pa mislim, da je normalno. Mislim, da je v redu vse. Dokaj nimaš tega uvida, misliš, ok, si že zaslužim. Zakaj? Zato, ker imaš pomanjkanje ljubezni do sebe. In v bistvu ti je to normalno, ker mi se zaljubimo v bolečino, ki je zadaj, ker nam je znana, poznana. In to nas pritegne pri nekem partnerstvu, recimo, in se v to zaljubimo. In gremo čisto podzavestno, in ne vemo, kaj nas čaka. Na začetku lahko oseba super, prijazna, vse super, potem pa sčasoma se vemo, se pa pokaže pravi obraz. Ali pa zlorabe, ko so, recimo, ko ženske ostajajo velikokrat tako v nekih odnosih, ki so čisto skrajno nemogoči, tudi v smislu, tudi že tako bova rekla, lahko, kako se reče, neagresivni, prav že, da jih maltretirajo na vseh nivojih, pa kar ne gre. Kar ne gre. In potem se z nekom, ki nima tega izziva, pogovarja in ti rečeš, kaj še čakaš, in ne zna odgovoriti, boji ta strah, neverjetno, ta strah v novo, strah v neznano, unknowing. Ja, to, kar ne znamo, večina ljudi se tega boji. Bolj kot ostati nekje, ki zelo trpi. Tako, je v bistvu lažje, po eni strani lažje, poznano, ampak vemo, zelo omejujoče. Ampak vsak ima svojo pot in svojo lekcijo in svoj, bom rekel, čas, ko se zbudi, in ko gre čez neke stvari. Bi rekel, da je recimo za naš razvoj, pa te neke celjenje, reke hrane, karkoli že imamo, pomembno ta osvoboditev od tega strahu, da si upamo. Karkoli, kot si prej rekel, se te je bilo tudi strah, si se začudil, kdo pa je zdaj to, sem pač nekaj, si samega sebe začutil, da je drugo. Ta pogum je potreben, verjetno je ena od stvari. Jaz rečem, kaj rabimo za napredek, iskrenost do sebe, da si priznamo svoje težave, pogum, pa odločitev. Torej, da se ločimo od starega, odločimo. To je tisto, kar je ključno, in brez tega bo zelo težko. Ampak veš, zapravi, da odločitev je tudi neodločitev. In če bi šla mi v to besedo secirati ločiš se, nisi se ločil, ker si ostal. Si se odločil, da ne boš nič spremenil. In to odločitev in izbira. Tako. Ok, zdaj smo malo to, kdo je Dejan, se mi zdi, kar razdelala. Zdaj medicina ni ponudila dovolj odgovorov, več kot očitno, in si začel raziskovati širše. Kako bi ti rekel, da se prepletajo naše zdravje, tako če gledava celostno na človeka, osebni in duhovni razvoj? Ker sva že zdaj veliko odgovorila. Ampak je ključno to verjetno. Vse je povezano. Jaz rečem, mi smo v bistvu duhovna bitja v osnovi, ki imamo vsa telesa, kot si naštela, eterično, čustveno, mentalno, karmično, duhovno. In na vseh nivojih, vseh telesih imamo seveda lahko blokade, ki se kažejo v obliki teh potlačenih vzorcev, čustev, kompromisov, travm. In seveda to
vpliva na naš živčni sistem, vemo, avtonomni, ne, simpatikus, parasimpatikus. Ne. Torej, če smo mi v neki travmi, če mi ne živimo sebe, če imamo nepredeljene vsebine, ne, se ne počutimo varne. Ne. Varnost je ena taka osnova, ki je v bistvu zelo pomembna, da ima človek to postavljen. A ne, in če se ne počutiš varen, ti sploh travme ne moreš procesirati. Ne. Ker si toliko zakrčen, toliko ujet v tisti svoji mentalni kletki, te svoje zgodbe življenja, ne, te viktimizacije, vloge žrtve, da enostavno ne moreš iti česa. Ne. Tako da jaz, ko delam z ljudmi, jih najprej umirim, rečemo, dihalne tehnike, da imamo malo parasimpatikus aktivirati, to kvadratno dihanje 4-4-4-4 je zelo dobro, ali pa 4-7-8, dolg izdih, da recimo povežemo srce, mogoče so še dotaknili te koherence, povezave srca, ki je danes pokazalo, koliko je ključna, tudi pri zdravitvah bolezni, torej, da sta in srce usklajena, in vemo, Hartmut tudi je dokazal srce. Elektromagnetno polje srca 5000-krat močnejše od možganov, je nekje 15-20 metrov okoli našega fizičnega telesa. Da nekdo žarči to. To je ta energija, možgani pa zelo majhen odstotek te elektromagnetne aktivnosti, to pomeni, in če mi znamo skladiti srce, speljem ljudi, tudi v meditacijah, v to sveto osmico, da delajo povezavo srca, da zraven še dihamo in potem seveda procesa, meditacije in to se da zmeriti, imamo dosti biohack naprave, ki se da s to koherenco zmeriti, vidi se tudi možganske valove, ko se umrijo, iz beta, ker smo hitra budna aktivnost greva alfa v teta valove, še globje 4-6 Hz, tudi ko delamo iz terapije, delamo iz tega teta stanja, povezava s kvantnim enotnim poljem in iz tega stanja mi lažje reprogramiramo, kakorkoli že to podzavest, ker mi smo bili kot otroci v teta stanju do 7. leta, in smo kot spužvica vse programe, vse, kar smo dobili od staršev, smo srkali vase. Zdaj vas zdaj le mogoče kratek intermezzo in prav upozoriti vse, ki so starši ali pa bojo starši, da je res pomembno prvih 7 let. Tako, to je ključno. Koliko prenašaš na otroka nekih svojih. In otroci tudi, če še ne razumejo besed, oni energijo zaznajo. Gledate, koliko si usklajen s tem, kar delaš, pa to, kar govoriš. Misli, besede, dejanja, koliko je to usklajeno. In če ni usklajeno, otrok bo rekel, sej ni važno. Govori nekaj, dela drugo, vse jaz bom tudi tako. Očitno tako gre. Ja, očitno je tako že prav. Ne, ampak res, to je furful. Tudi toliko škode se naredi že na teh nivojih, da je to noro. Res. In je res vse povezano. Živčni sistem, hormonski, imunski sistem, vse je povezano z našimi mislimi, čustvenim stanjem, odnosom do sebe, odnosom do telesa. In če nimamo regulacije tega, bomo težko zdravi. Torej je povezano. To so rekli zdravje. Najprej pa gremo na osebno rast, torej najprej, da razrešimo te travme tega življenja, to je osnova, pa da smo vsaj približno srečni v tem življenju. Spravim to razpredelnico Kena Wilberja uporablja, če poznaš, ta avtor, Einstein zavesti mu rečejo, Ken Wilber, tako da je zelo dobro razpredelnico naredil, kako človek napreduje po fazah. Najprej ta mentalni nivo, kjer si ti žrtev, kjer se razdaš za druge, kjer nimaš sebe, kjer živiš po nekih pravilih, normah, družbe, in tako. V bistvu in tle praviloma nikoli ne moreš biti srečen, ker nimaš sebe, ne živiš iz svojega potenciala, iz tega, kar zares si. Da so vse drugi krivi, vse je zunaj tebe, nič ne znotraj, ni inside out. Za take ljudje so klasični pristopi, kot so psihiatrija in to, se je narobe, včasih tudi rabimo, jaz rečem, ampak seveda, ko se pa človek malo prebudi, je pa seveda potrebno, da pogleda vase, da malo kaj pa zdaj v mentle ne štima, ki sem prej te programe dobil, kako me to omejuje v življenju, da malo človek začne gledati vase, da se začne postavljati v svojo moč, tle ponovadi gre v avtentični nivo, postopno začne meje postavljati, da začne komu reči ne. To so potem ti odzivi, to pa je pa naslednja lekcija. Drugi nas ne marajo pol, Čak malo, kaj pa zdaj s tabo? Ti si pa čist drugačen, to je zelo normalno, da se to dogaja. Tukaj treba zdržati. Ti delaš na sebi, si se spremenil. Kako je slabo. Ampak na slabše, zate. In so rekli, za njih na slabše, za me pa na boljše, ker končno slišim sebe, ker končno živim sebe, to, kar čutim. In to je fajn, da poveva, da to je vmesna normalna faza, da ti odzivi pridejo. In tudi to moraš takrat ti sam terati naprej svoje. Seveda poslušaš, nisi zdaj do ljudi krut. Seveda, si še vedno sočutan, hraniš ta stik, ampak imaš pa to zavedanje, kaj je tvoja pot. To. Lahko tudi lepo poveš, predstaviš to.
postaviš to zdravo mejo. Mm. Ker mora biti, ker če ne zgubiš sebe, če ne spet ne živiš. Si spet nazaj. Ja, ne živiš to, kar si. Ja. In potem je verjetno še hujš, zato ker veš, da si se zavestno, ker si tako. že videl, kaj je možno, Ja, šel nazaj. saj pa jaz sem imel torej. te faze, ki sem delal na sebi še tako, ker sem bil še bolj v procesih. Sem videl, včasih sem že slišal sebe, ampak nisem upošteval. Torej, nisem naredil tega, ker sem čutil, da bi mogel. To je bila pač pota. Zdaj Ja, pa. pač. Zdaj pa se slišim, se Ja, upoštevam in ne grem več proti sebi. Ja, Tako da enostavno ne. In kako to zgleda, ko slišiš, pa greš proti sebi, ne poslušaš, kako si to vedel? Kako si, Enostavno kaj- sem začutil, kaj Aha. moram narediti, ampak nisem imel še toliko poguma, da bi temu Okej. sledil, ker bi to pomenilo temu, ne vem, povedati to pa nekaj, to. ja. Ja, In pač. potem si, čez nekaj časa pa pol si, pa ker sem, ker ja. ti je šel to toliko na živce Ja. že pol, da si bolj mogel. Ja, to je bil tudi ta, recimo, Ja. ko sem marca 2020 sem šel iz UKC, ker enostavno sem čutil Ja. tik pred korono, sem začutil, da pač to ni to več. In sem potem zbral pogum, šel iz te varne kletke, ne bom rekel. Pa še tisti pol so tudi Službe. sodijo z drugim. Ja. Kaj se pa s tem dogaja, Ja, da je pa kaj. mal šel. Kaj, pa sem imel, sem imel, kar predstavljal. sem imel mobbinge, tudi Ja, še ja. kot študent, 3 izpite A spet pred eno od koncem. njih, kakšna taka. Ja, spet kaj od en, njih. ker nekaj mu ni jasno. Ampak danes to mi ne moremo več govoriti o alternativi. To je Ne. danes uradno vse priznano, Ja. to nevroznanost, lipinja, Ja. kvantna fizika, vse to govorijo. Ja, Kar ja. duhovna, te modreci tisočletja Seveda, nazaj seveda. govorijo, to se danes vse da dokazati že, in vemo, koliko je teh novih študij. In je noro. Tako da to je danes ta integrativni, holistični pristop, ki združuje vse. Seveda rabimo to medicino, ki je bilo tudi eno. Ko smo se pripravljali, je pomembna, nujna, urgentna stanje, kirurgija, vse to reši življenje mnogokrat, hvala Bogu. Imamo to, da človeka postavi na ničlo. Zdaj pa, kaj bo pa človek sam naredil, da se bo dvignil nad to zgodbo. Ali pa celo, da ne bo spet Tako, zlezel da ne nazaj. bo- V to in ponovil Tako. lekcije, ki bo še hujše. Da ne bo svoj zgodb ponavljal. Ampak veš, da si to vse razlagal, a ne vse to, pa te, pa uma, pa vzorci. In je me nekaj tako vlekel nazaj, kaj se mi živimo tukaj zdaj. Ja, V resnici je pa, a ne, a si Ampak pomislil, koliko da je ljudi- na ta paradoks? koliko ljudi je pa lahko v tem trenutku, v resnici. Je zelo malo. Zelo malo. To so v bistvu oni modrci, ki so mogoče že na pol nerazsvetljeni, ki znajo biti skozi ten trenutek, ampak mi smo pa na poti. In rabimo vaditi to čuječnost, prisotnost, Točno. biti tukaj in In zdaj. to je vaja, to je res To je dir. vaja, to je Mhm. integracija. Jaz učim to prizemljeno duhovnost. Kaj ti pomaga imeti hudo izkušnjo meditacije, če ti ne znaš tega integrirati, da tvoje življenje, vsakodnevno življenje. situacija. Okay, kako boš zdaj s tem živel svoje odnose, partnerstvo, starši, otroci, kako boš v službi, kakšen boš do sočloveka, ki je v stiski. To se pokaže, koliko si ti naredil na sebe. Torej, da si, kolikor se da, zreduciral ta ego, pa vse te blokade, pa da si začel živeti iz zavesti, iz esence, iz srca, kakor hočemo. Torej, iz tega, kar zares smo. Pa predvsem tudi ta trenutek, iz trenutka v trenutek, jaz tako doživljam, kot v smislu, ko sem tudi jaz veliko to. Recimo, to je zelo povezano tudi s poslušanjem, ki je najlažje mogoče ljudem opisati. A ti poslušaš človeka tako, da imaš že noter, ki si prej rekel, sem te že videl, ki si hotel leteti, ker se mi je že nekaj dogajalo, da bi jaz zdaj replicirala, nisem bila čist in mam. Ker se ti Ali se ti boš- film je A zadnji veš, rola. ja, imam že zdaj le nekaj, pripravljam neko svoje vprašanje in te že malo izgubljam. Že izgubljam malo trenutek, ker sem šla v svojo glavo. No, v tem se predrava zadeva, da se odzivamo res na to, Tako. kar je kle napladno zdaj le tukaj. Tako, to je v bistvu Moment. ključ v terapiji. Jaz rečem, tudi ta transpersonalni stik na nivoju zavesti. Da si ti s človekom povezan v tej esenci tega, kdo on ali ona je, ne pa z njeno zgodbo, z njenimi vzorci, z njenimi travmami. Ker to je transpersonalno, nadosebno je to. Pomeni, da greš v esenco, da imaš ta globi stik z zavestjo in še takrat ti lahko pomagaš. Ker že ta sočuten, pristen stik. Zdravi v resnici. In da človek lahko da ven, da se lahko zjoka, da lahko tam vse pove in da ga jaz sočutno reflektiram. Ko začutim, da rabi, da ga potrebujemo, kaj čutim tvojo stisko, rano, nemoč, bolečino. Se ti je veliko težav zgodilo in zdaj imaš feeling, da ne čutiš varnosti, da nimaš moči več, da bi šel naprej v življenje. In že to zdravje, brez. Čist, totalno, ker ne govoriš v bistvu, ne greš v njegovo zgodbo, ampak greš v to, kako se počuti, kaj dejansko zdaj se mu, kaj je tisto, kar mu povzroča bolečino. Tako je. To bom rekla. Ga empatično spomniš, Ja.
da v bistvu že on tudi ima neomejeno varnosti, ljubezni v sebi, ampak je pozabil, je izgubil stik s tem in zdaj se rabi spomniti. Zdaj rabi aktivirati ta spomin, da to že je, a ne. Ker je bilo zaradi identifikacije, ne, z vsemi travmami, z vzorci, z zgodbo, ne, je izgubil človek stik s sabo, a ne. In zato v bistvu ga boli, a ne, in pride in seveda lahko tudi s kakšno diagnozo in tako naprej. In je potem ta proces, a ne, da gremo postopno, a ne, po fazah pogledati te zgodbe, vzorce, travme in tako naprej. Ampak ti, ker si bil že odprt kot otrok in tako, pač te zadeve so te res zanimale in tudi naprednejša duša si prišel skoraj sigurno bolj neka, ne, da si lahko sam raziskoval. Nisi šel, si šel sicer, si rekel, neko psihoterapijo si imel, ampak veliko si tudi sam, ne, raziskoval. Tudi, ja. Ja, se da tudi, ne, če nekako več možnosti je, no, imaš tako, lahko si poiščeš tako kot pri tebi terapevte. Ni zdaj to rezervirano, zdaj samo za ne vem, a veš, to bi rada, no, govorila. Vsi smo lahko na tej poti, a ne. Vsi smo. Ker smo, itak smo, ne. Samo življenje je pot prebujenja srca, jaz rečem. In je prav, ne. Evo, srčki, ja. Skozi se z njimi srči, pa nikoli se z njimi ne igram. No, evo, to je to. Čakaj, zdaj sem jaz nekaj imela prej, vidiš. Torej ne bi šlo drugače, kakor tako, da ko se duša inkarnira v telo, ne, mora iti v telo, a ne, če hoče nekaj. Mora neko izkušnjo neugodnosti doživljati, ker drugače sploh ne bi prišla, ne. Ja, dokler še imaš gotovo kaj za podelati, pa kaj karme za počistiti, a ne, gotovo še rabaš, a ne. A ne, to so, pač bral sem ti za leta, ne, ta življenje, smrt življenje, ne, pač ta pot, a ne. Ker pač greš, a ne, pač ko duša zapusti telo, imaš pač ta prehod, a ne, in greš čez te vse faze, a ne. In seveda, ja, pol imaš možnost nova utelesitev, a ne. Ali pa pač pot mojstrstva, če si že toliko daleč, a ne. Pa da zmoreš iti čez, a ne. Oziroma pač ja, zbira novih staršev na neki ravni, a ne, oziroma pač ja. So te poti, a ne, različne in odvisno, kje smo na naši poti evolucije razvoja zavesti, a ne. Zdaj smo itak mi kot človeštvo, smo na prelomnici, a ne. No, to kar povejmo. Smo na prehodu, ne, iz te teme svetlobe in zdaj se ful čuti, no, kako tema res buta ven iz ljudi. Zakaj? Ker vibracija Zemlje se je dvignila, a ne. Kdaj približno? Zdaj to traja 5 let, 6 procesov. Ja, je že od korone, pa že prej je bilo, a ne, ampak zdaj je še bolj intenzivno, a ne. Jaz mislim tako, no, nekje do 30-33, tam zna biti še kar pestro ta prehod, a ne. Zdaj le 26, itak vemo, ne, ta konj, ne, število 1, ne, novi začetki in buta ljudem ful, ne. Tako da, ja, je pomembno, no, da držimo, a ne, to energijo, da res delamo na svojih sencah, strahovih, dvomih, a ne, da se res osvobajamo starih energij. Je zdaj ključen čas, a ne, in dejansko včasih je bilo teže, ker so bile še energije bolj goste, zdaj pa dejansko gre ljudje po en stran lažje čez, ampak tisti, ki se res odločijo, pa res grejo all in, jaz rečem, celi noter, ki se res odločijo zase, naredijo te spremembe in pa transformacije, bodo v bistvu lahko hitreje podelali določene stvari kot včasih, a ne. Jaz sem se leta mučil takrat, ko je bilo še dosti gosto težko, a ne. Danes smo malo lažji. Da bo malo podnapise dali, kaj gosto. Teža te energije, veš, tega 3D sveta je bila, se vemo, ne, zdaj v dimenziji se zdaj dvigamo, a ne, pa če rečejo ta 5D ali kakorkoli, ne. Je pretočno bolj. Je bolj pretočno, bolj lahkotno ne bi bilo, a ne. Seveda pač, če se človek odloči za to, kdor pa ne, a ne, bo pa lahko imel še težje iniciacije, izzive, zato ker enostavno energija potiska to temo iz podzavesti ven, a ne. In če se ti s tem ne srečaš, če se ne soočiš, če ne predelaš teh vsebin, a ne, boš dejansko zelo težko šel čez v novo dobo človeštva, ne. Enostavno boš lahko ostal nek ujet, dosti duš tudi zdaj zapušča ta planet, enostavno odhajajo, ker enostavno ne zmorejo teh višjih energij, a ne, in si kreirajo bolezni in enostavno pač zapustijo telo. Ja. Prej so rekla, da bova malo nagovorila tudi ta fenomen noceba pa placeba, ne, ki sta kar pomembna za, zdaj, če se vrnemo nazaj na našo izkušnjo, ne, in naše misli.
kako je to pomembna ta mentaliteta, ne? Pozitivna neka odnos do življenja, ne? Ne, da si v vlogi žrtve, pa da iščeš izven sebe, pa krivci, pa vse drugo krivo, sam jaz nič, ne. Ja. In se nekako ta placebo razumemo vsi in je tudi medicina kar lepo nekako ga sprejela, se mi zdi, tudi klasična, no, tako. Ja, dejansko jaz vedno rečem ta primer, ki sem dal eni v bolnici delo, ne, gospe, nisem hotel uspavala, ne, da sem mi rekel, gospa, najboljše zdravilo, najnovejše za spanje, odlično boste spala, ne, ona res mi verjela, ne, in drugi dan vizita, jo vprašam, gospa, kako ste spala? Odlično, gospod doktor, še nikoli boljše, ne, to je verjela moji sugestiji, ne, in je sprejela, ne, in isto je pa z negativnim, ne, nocebo, ne, če pa en zdravnik, ki ni toliko veš teh, ne, znan, kakorkoli, ne, rečejo, gospa, še 3 mesece imate, oseba se res naredi program in verjame, res po 3 mesecih umre, ne, ker je avtoriteta še vedno, ne, pa zdravnik za recimo osebo, ki je bolna, pride tja v bolnico, ne. In če oseba seveda nima teh znanj, veščin, da bi lahko pač podelala malo na svoji podzavesti, ne, pa pač predelala te stvari, je potem lahko to usodno celo, ne. Tako da jaz bi vse zdravnike, ne, nujno mogel, pač bi jih izobrazil v to smer, ne. Paziti, kaj govoriš, ne, pač ja, seveda, neke statistike oni gledajo, pač to razumem, ampak vsak človek je po glave zase, je zgodba zase in za tistega, ki se pozdravi, je to za njega 100%, ne, tudi če v statistike ima 0,01%, da bo lahko ozdravil, ne, ali pa 1%, kakorkoli, ne, za njega je to 100%, ne, ker je pač spremenil sebe, ne, jaz vedno rečem, kdo se v bistvu ponavadi pozdravi. Ne tisti, ki sam želi, ok, želim biti, pa se pozdraviti, pa želim biti zdrav, ne. Kdor se je spremenil do te mere, da je opustil tisto staro verzijo sebe, a ne, ki je preživela, ki ga je peljala v bolezen. Veš, ki se ven izluščeš iz Tako, tega. ne. Tisti se ponavadi pozdravijo, no. Ampak čakaj, zdaj si šel na medicinsko stroko, ampak tukaj govoriva tudi o vsakemu posamezniku. Kakšen samogovor, kaj ti samo Kaj si govoriš? kakšne misli ti sploh imaš, v kakšnih. Seveda. Dajva malo to nagovoriti, ker tukaj je premalo se o tem govori, kako prvo, da sploh zaznaš, da razmišljaš non-stop neke negative, drugo pa, da ta mislim, meni so tako učili, ko sem raziskovala ta področja, da take misli, kot jih imaš v večini, se ti tako deluje, da pol ponavlja isto naslednji dan, in to se v ta hrčkov mlin ujaš. Nevroznanost pravi 60 do 70 tisoč misli imamo vsakodnevno, od tega je 90% enakih, kot dan predtem, pomeni večinoma negativnih. In mi ponavljamo eno in isto, in potem se čudimo, zakaj naše življenje ne funkcionira. Ne? Zakaj smo nesrečni, zakaj nismo vredni, zakaj nimamo boljše službe, več denarja, lepših odnosov, ne vem kaj. Ne? Ja, če imaš ti saboterske programe skozi v sebe, ne? Moram trpeti, garati, ne zaslužim si dobro, da nič nisem vreden, moje življenje pač ni vredno. Vedno je to, z prometi slabo, se to gre pol v take razsežnosti, tudi take banalne. In si skozi na avtopilotu, ne? Si skozi na tem programu, ne? Ki te fura, podzavest, vemo, 95%. Vodi tvoje življenje in potem se čudiš, zakaj nisi bolj srečen, zadovoljen, izpolnjen. Ja, enostavno brez tega, da boš pogledal vase, da boš podelal na svoji esenci, ne, po Jungu, ne, pač ne bo šlo. No, in to je sigurno so misli ena od teh stvari, ki se jih dejansko edini lahko zavedamo, ne. Da lahko nobeden ne more reči, ne, tega pa ne morem. To se ne da, da se. Samo lahko si začneš beležiti, ne. Za začetek imaš dnevnik, pa si beležiš, kaj točno si, kakšne sekvence misli si imel v tistem dnevu. Tako, jaz tudi vsakemu, ki je pri meni na terapiji, rečem, ne, pišite si dnevnik občutkov, opazujte se, ne, tako da si ti v vlogi opazovalca, vidiš sebe, kaj se gre zdaj ta Dejan od zunaj, ne, katero igro zdaj hoče igrati, kaj mu ni jasno, kaj zdaj, ne, tle se gre, ne, tako da pogledaš od zunaj to igrico, ko se jo greš, da se odistovetiš, ne, to je ta zgodba. Ta proces, da gre ven, ne, da nisi ti identifikacija, ne, nisi ti svoja misel. Da nisi tvoja misel, niti to telo, niti to čustvo, ampak da si ta neskončna zavest in si v vlogi opazovalca, ne, ki vse to opazuje. Ne. To, če ti rata, ne, čim večkrat naredi, si zmagal. Ja, se ven potegneš hitreje, se ti še vedno, mora tudi vsem to povedati, izkušnja človeška je, da smo noto, ne. Normalno, ne. Ker ti nekdo da kakšno rano, ne, skoč, ne. še vedno, ker ni nek predelana, ti še kdo ponovadi najbližji. Ti trigger sproži in takrat butneš, ne.
takrat si bil nezavesten. Ne. Tako je. Takrat si reagiral iz te rane, iz bolečine in te podzavestni program te je pofural. Jaz rečem, imamo delček sekunde. Predno se podzavestni program vklopi, da reagiramo zavestno. Ne. Jaz rečem, če zmorete, dejte 3-krat. 3-krat zadihati, 2-krat daljši izdih, torej nekje 4 sekunde vdih, 8 sekund izdih. Če ti to rata, pa dati roko na srce, ne bo to neka praktična vaja, pa probati začutiti, pa probati zavestno zdaj reagirati iz sedanjega trenutka. Kaj zdaj čutim? Ob tem, ko si to rekla, čutim jezo, čutim stisko, nemoč, ker mi je pomembna spoštovanje, varnost, bližina, pa tega ne dobim v tem odnosu. A bi ti bilo da v prihodnje se drugače pogoriva, ne? Če malo te sočutne komunikacije še upeljeva. Ne? To je čisto popolnoma drug odziv. Čisto drug odziv iz zavesti. Napadalni, ne? Tako, ampak je dejansko ne iz rane, ne? Ne iz rane, tako, ampak iz srca. Ne? In če bi znali tako komunicirati, nezavestno, ne? Pol bi bili že zdavnaj izradirali vojne s planeta, ne? Bi bili že zdavnaj v raju živeli. Ne? Res je. Tako da, ja. Ta stik s sabo, ne, je kar izziv, ne. Ja, vidimo, da kar je, ne. Bolj, ko smo utrujeni, recimo kdaj, ne, seveda takrat ne zmoreš toliko, ne. Če je telo utrujeno, ti se rabiš najprej naspati, ne. Mora biti eni pogoji za to. Seveda, ne, tisto spanje osnova, da imaš kvalitetnih 8 ur, če ti rata, ne. Ja, res je. Sicer zdaj je vedno več ljudi prav, da teže spi, ker so te spremembe, ki se dogajajo, ne. Ta sončni izbruhi so tudi zelo močni zdaj, ne, te nevihte, ki so, vpliva na spanje, ne, vsi ti Wi-Fi, vsa ta omrežja, ne, tudi fajnejša zaščita imeti, ne. V tej smeri, ne, ker to moti vse naš spanec, ne, pa da imamo to redno, ne, rutino, ne, da gremo približno vsako uro, vsak dan večer isto uro spat, pa se isto uro zbudimo, čim manj ekranov zvečer, ne, ker vemo, da to moti ta melatonin, serotonina, ne, ta cirkadiani sistem ritama, ne, teh neurotransmiterjev, ne. Torej, da smo naspani, da se dovolj gibljamo, da pač približno saj vidimo, kaj jemo, da je neka zdrava ekološka hrana, ne, če se le da. Predvsem pa, da smo v dobrem čustvenem stanju, ne, da smo v radosti, v igrivosti, hvaležnosti, ne, to pomaga, ne, hvaležnost, mnoge študije narejene, če bi samo 2-krat na dan pristno srčno hvaležnost lahko občutili, mi bi lahko pozdravili vse bolezni v tem planetu, ne, da bi res odprli srce, res čutili hvaležnost za vse, kar imamo že vendarle dobrega v našem življenju, ne. To je ključ. A pa da je sploh smokle. A veš, kakšna mala možnost je, da sploh prideš. Tako, in da tudi že skozi. Ja. Jaz sem enkrat zadnjič nekje zdaj ne bom se vem, en master key system od Henry, ne vem, če si od njega kaj bral, in on je bil predhodni, vsi te zakon privlačnosti in te zadeve so iz njega pol izhajale, no. On zelo veliko njegov način, kako opisuje to pot k sebi, pa to, ne, kako vse funkcionira, vse skupaj, je temelji na tem, da moraš zelo izvajati vaje. Veliko vaj, praksa. Mentalni trening. Dobesedno mentalni treningi. In eden od njih, ki je bil meni izjemno zanimiv in koristen, je, da se ti v bistvu fokusiraš tako, greš v neko sproščeno stanje, čisto nič ni treba posebej biti neki meditator, ne vem kakšen. In potem si samo predstavljaš, recimo, da vzameva list papirja in greš nazaj, kako je ta papir sploh nastal, kako je do njega sploh prišlo. In gremo nazaj v zgodovino, so mogli to tehnologijo, potem je nekdo eno tako idejo mogel dobiti, potem je to, in greš čisto do izvora. In kako te to nazaj v bistvu distancira ven iz nekega samoumevnosti. Imamo to, vse imamo, ne. Ja, točno. In v to hvaležnost prideš pravzaprav. Tako, prideš v hvaležnost, da vendarle imaš vse v življenju in da ti v resnici nič ne manjka, ne. In iz te hvaležnosti lahko kreiramo pa še več dobrega in pozitivnega v življenju, ne. Namesto, da se skozi pritožujemo nad pomanjkanjem, to nimam, to mi še ne paše, ne. Točno to. Da dostikrat znamo jamrati, ne. Ja. Nič ne zahtevati in nič ne pričakovati. Ja. V bistvu iz tega stanja, ne. To je res ena stara modrost, mislim, da nič ne pričakuj, nič ne obljubljaj, pa boš srečen. In nič ne zahtevaj. Tako, tudi, ja. Ja, bodi v čim bolj brezpogojni energiji srca. In potem itak pride k tebi vse obilje. Ker si itak ustvaril to polje, magnetizem, ne. Ja, ker kreiraš iz tega stanja bitja, ne.
To je tako, že boš govoril. Biti, storiti, imeti, ne imeti, storiti, biti. Ne? Ljudje kreirajo tako, ne. Hočejo imeti, ne vem, boljši avto, boljšo hišo, ne vem kaj. Ne? Potem moram narediti to pa to, ne? In potem bom srečen. To je napačen način kreacije, manifestacije. Ti rabiš že biti srečen, spolnen, varen. Ti že to imaš v sebi in kreiraš iz tega, da že imaš. Potem nekaj malega aktivnosti je potrebno, ne? In potem prejmeš, kar si želiš. Torej, biti, storiti. Najprej biti in potem imeti, potem boš srečen. Ne da iz pomanjkanja. Ja. Treba to povedati, to je pa res njih obratno, ker pomanjkanje. dejansko privlačiš potem pomanjkanje. Ljudje kreirajo napačno, zato pa pol te njihove manifestacije ne delujejo. So v negativo. Ja, ker ko bi le imel to, pa iz vloge žrtve nimam, želim si, to ampak pomeni, da pomanjka. Poleg To tega, zakon razume, da moraš še več tega dobiti. Točno to. To je treba, to je ja, exaktna vesolje stvar. ne razume, ne. Ni te Ti nikalnice. mu manjka, da imamo še Ja, malo. dajmo Saj mu še malo manjka, pomanjkanja. Mi rečemo manjka, vesolje Tako. itak za njega to ni pomen. Ne? Tako, ne. Ja. In če ti kreiraš iz tega stanja, ne, potem se ne rabiš čuditi, da nimaš tazga lajfa, kot si ga želiš. Ne. Ja. Da je res to vse povezano. Res je vse povezano. In vse, prej sem malo na hitro, ko sem ti rekla, poslušala zadnji tvoj podcast, ali pa ne vem, pač prejšen. Ja. O enosti. Ne. Vse tu je malo ta enost, ne polje enosti. Ja. In vse lebdi, vse čaka. Tako, vse je ta kvantnem potencial. polju, potencialu in Ja. samo na katero se boš ti Na katero frekvenco se boš uskladil. priklepil. Tako, ne. Ampak Odvisno je od tvoje misli in To. tvojega čustva, ne, ki je Tako je. pripeto na to misel. Ne. In če je misel negativna, bo privlačil negativno, nizko vibracijsko čustvo. Jeza, zamera, strah, žalost. Če je misel pozitivna, ne, sem sokreator svojega življenja, boš kreiral iz hvaležnosti, iz radosti, iz obilja, iz notranje moči, ne, iz tega, da že imaš, ne, in boš v tem visoko vibracijskem čustvu in boš s tem logično večja verjetnost kreiral to, kar si želiš. Hkrati, pa moraš malo podelati na svoji podzavesti, na teh programih soboterskih, nisem dovolj vreden, ne zaslužim si še tega, moram še malo trpeti, pa garata. Ne. Torej, te programe, ko ki si bo jih to dobil. narejen, še takrat Ja. bom pa zadovoljen. ne, Takrat tisti pa bom, odmiki. ja, Ja. tako da to čakanje na prihodnost in odmikanje, to ni. Moraš v bistvu v tistem trenutku vse to nekako znati. A veš, če se vrnemo nazaj iz trenutka v trenutek, se pa izkušnja dogaja. Ne? Tako. In vse je večni zdaj. Ne. V kvantna fizika je dokazala, da je vse zdaj. Ne. In da gremo sami, to so kot točkice, ne. Gremo iz trenutka v trenutek in živimo. Ne. Da celo simultano, ne, več življenj živimo, ne, da so različne verzije mene, tebe, v različnih teh Bog jih hva dela, Ja, zdaj le nekje multiverse, ne, universe. se pogovarjata. In to je noro, ne, kako se to res odpira. Ne, in ja, Sam ne vidimo tega. ne vidimo še, ne, nimamo še toliko razvite zavesti, da bi to lahko zaznavali, ampak verjamem, da gremo proti tej smeri. Ja. Da se bo to nam odprlo, ta dimenzija širša. Ne. Dojemanja, koliko je v bistvu to življenje dragoceno, res, ki ga imamo in da ga res, dajmo ga res uporabiti, ne, v pozitivno, v najviše, pa predvsem, da damo nekaj temu človeštvu, ne, da pustimo ta svet malo boljši, kot ko smo prišli. A ne. In če bi vsak to naredil, ne, če bi živel to svojo darmo, svoj božanski namen, zakaj je tukaj, potem bi bilo to, potem bi vsak delal tisto, kar rabi delati, in tako bi se svoje karme najhitreje osvobodil svojih preteklih misli, besed, dejanj in bi imel smisel. Še bolj kot mogoče tako, ko živiš neko službo, ki ne maraš, ki samo da tiste račune plačaš, ki živiš v odnosu, ki ga ne maraš osebe. To ni life, ne. To je životarjenje. In koliko ljudi tako živi. Ja. A veš, ta smisel, ki si ga zdaj nagovoril, je precej. Ampak precej se mi zdi, da se v tem smislu tudi med mladimi zdaj govorijo. Kaj bi bil mogoče nekaj, ki bi dala zdaj in kaj ne se osredotočajo, da je to. A veš? Predvsem ne slišijo sebe, ne poslušajo sebe, ne grejo svoje srce, ne naredijo kakšno meditacijo, mogoče, če jim pa še, da se sploh začutijo, kaj v srcu si oni želijo od življenja. Ne kaj bi njihovi starši želeli, pa šola, pa ne vem, kdo jih pač vzgaja, ampak kaj bi njih osrečilo. Vsak bi mogel delati tisto, kar ga osrečuje. Da služba ni služba, ampak je hobi. No, vse služba je velika izziv, ker se bojijo opustiti, ker so tam nekako dobro plačani ali pa tako, pa vejo, da se pa že zakreditirajo, pa ne upajo iz tiste, a veš. Spet cona varna, vsi v hrčkovem kolesu. Tebe pa žre, tebe pa že skoraj depresija, te že pljuča tišijo. Ja, in koliko ljudi pa zboli,
In potem šele naredi spremembo, ker jih toliko duši, da ne morejo več. Šele pol pridejo recimo, na terapijo, na kakšne delavnice in tako ne. Da narediš ta korak, je pač ta pogum in reči se bo, verjeti, Ja. da si podprt, da si, če je to klic je to nekaj na tem, v tem smislu. Ne? Samo Ja, slediti. tako, slediti temu, delati In na delati, tem, seveda. Ne delati takole korake, ja. čakati, Ne čakati, ja. Ker nekaj pade z neba, ne, sej. Moramo, a veš, prej, ko si rekel, a veš, ta humor, ne, to, kar si rekel, v neki distanci sva se pogovarjala prej o tem disociaciji iz sebe ven, koliko je to pomembno, v bistvu vsi mojstri o tem govorijo, ne, sebe preveč resno jemati, Pa ni tako resno to življenje, kakor se ti zdi, ne. Ja. Malo humorja, malo dvigni vibracijo, nasmej se sebi, da v kakšni drami, kaj se greš spet, kjer Ja, igro pa igraš, spet ne. to razmišljaš, Ja, mutava Malo si, daj poglej nekaj iz s tem. višjega nivoja, okej, pa poglej sebe dol to igrco, ki jo igraš, ne. To. Ker to je simulacija, ne, kaj tle igramo, ne. Ja, res je. Ne, res, šefovnica, dobro. Ja, šefovnica, igra, ne, zdaj pa okej, zdaj bo malo tako. Tako da probamo, ja, malo bolj Matrica lahkotno. dobro uprizorila to. Dober, ja, smo se Rdeča ali pa pustili. plava Ja, tabletka. Sober smo se pustili ujeti, bom rekel, ne. Ampak seveda, bolj, ko si ti prebojena, ne, bolj si nevaren za une globaliste, za uno elito, ne, ker nisi več ovca, ne, ki te lahko manipulirajo in dejansko ne marajo prebojenih ljudi, ne. Ker mislijo svojo glavo, ker znajo meje postaviti, ker rečejo ne, a ne. In avtentičen človek je za njih groža, ne. Tako da imajo radi čim več uspavanih, utišanih, ki imajo, tako se reče, kredite, ki so odvisni od drugih služb, ki Bog ne dej, da dajo odpoved, a ne, ker si ne upajo, kako bom pa preživel, ne. In to je pol problem, ne, ker si pol v podgani dirki in si ujetnik sistema, ne. No, zdaj so pa prišla k nečemu, ker sem za 2 podcasta nazaj z enim fantom o Bitcoinu se pogovarjala, ki je odgovor na vse to, ne? Čeprav ljudje mislijo, da je to nek kripto, hiter zaslužek, ki je daleč od tega. Govoriva o Bitcoinu samo, ne? Ki ponuja to decentralizacijo, od vsega ujetosti od tega, ne? Ki seveda ne bo šlo to čez noč, ampak vse stvari pripravljajo, bo rekla temu, zato, da bomo Da bomo lahko bolj malo osvobodili. Ja. Je to, pa vidiš, kaj smo šli čisto drugače, kot smo si zamislili. Sploh nisva v njih vprašanj, kaj dosti. Vse sva, veš, vse, ampak malo drugače, tako nekako drugače, drugače. Ti podzavestni programi, vse smo jih malo. Ja, sva. Ta omejujoča prepričanja so še kar izziv, ne? Če ti en res ne rečem, a ne vidiš, da imaš trkaš ob zid, ne, z nekim čudaškim prepričanjem, ki te omejuje, ne, ali kako, ali jih lahko sami pri sebi vidimo, kaj bi ti rekel. Ja, mislim, včasih ni tako easy sam pri sebi videti, ker sam sebi vsak najtežji pomaga, ne, rabimo neko gledalo, ne, že včasih ti prijatelj na kavi ali pa kakorkoli, če je dober prijatelj, lahko nastav gledalo, ti pove, pa kaj ti ni jasno, kaj se greš, ne. Ali pa pač seveda, če imaš malo večje težave, pa seveda greš nekemu terapevtu, da ti pač pomaga, ne, da hitreje napreduješ, da hitreje presežeš te programe. Ne. Nekaj, ki bi se človek mogoče 10 let ciklov, lahko mogoče v parih mesecih predelaš, a ne. In imaš toliko boljše, lepše življenje potem, a ne, ker greš hitreje čez en proces transformacije te podzavesti, a ne. Živiš bolj v skladu s sabo, bolj v stiku s sabo in res je to potem ful velika dodana vrednost. Potem si v bistvu podprt v tem, ker je... Veš, kako se jaz včasih tako plastično si predstavljam, kot so prej rekla, polje enosti in potem imaš pač kjerokoli nek fokus, ki ga zbereš, neko smer, vsaka je že vnaprej določena na to. Ja. Kaj še ni izziv, bo ne, ali pa ne izziv, ali pa neki, ne. Ja, jaz verjamem, neka naša pot je že zapisana, pa pač. Samo odvisno na kateri niansi smo šli noter, ne, smo vstopili noter. Tako je, tisto, kar imamo za doživeti, pač bomo doživeli. Ja, tako. Tako pač je. Dober. Dajva zaključiti z, kako jaz bi zdaj še lahko. Je zelo zanimiva tema, vse žive teme, no, da sploh ne govorim. Ampak dajva, če že pod ravnovesju imena podcasta in vse v naravi stremi k tej homeostazi, ne, in tudi mi, ne. Ja. Kako bi opisal ti človeka, ki je v ravnovesju? Ti, tako. Človek, ki je res usklajen v mislih, besedah in dejanjih, to se mi zdi osnova, ne. Torej, da pač misli isto, kot govori, kot dela. Da ima nekako zreguliran živčni sistem, ne, da je kakor se da umirjen,
da ima nekako urejene odnose, da živi mirno, sočutno te odnose, ki jih živi, predvsem da ima poštiman odnos do sebe, da je ljubeč, sočuten do sebe, kolikor se le da, da skrbi za telo, za zdravje, za dobro počutje, prehranske dopolnila, zdrava hrana, čista voda, svež zrak, gibanje, spanje, to so vse te zadeve, ki so osnove, fizični nivo, potem približno, da je podelil svoje sence, torej mentalni, čustveni vidik, to je seveda ključno, tudi. In pa seveda, da redno meditira, da redno skrbi za to tudi notranjo higieno, čiščenje, ker ni samo fizično, da se ti iztuširaš, ali pa tako fizično poskrbiš, je tudi seveda ta notranji tuš, duhovni, tudi čustva, misli, da imaš ti redno meditacijo, da poskrbiš, da se čistiš vse teh nečistoč, da narediš kakšne te energijske, tudi rituale čiščenja avre, recimo. Jaz si pomagam tudi s kvantno medicino, ker imam zelo take napredne produkte, za zaščito, za podporo zdravju, za dolgoživost, ker je epigenetsko aktiviramo tiste gene za zdravje, za dolgoživost. Obstajajo taki močni produkti, tudi. In pa seveda redna skrb za vse nivoje, za vsa telesa. Tako da tako, integracija, holistično, celostno. Sam to povej, ker to me pa zanima, te produkti, epigenetika, kako si rekel, kvantni. Kaj je to? Tako, to je v bistvu Love Lights, Love and Light, ljubezen in svetloba, to so noter vibracije, to je Tibor Jakabovič iz Madžarske, v bistvu to. V bistvu izumil, je bil klinično mrtev in je dobil v tem, ki je imel nesrečo, je dobil takrat tudi više razvitih biti, Andromede menda, odgovor, kako narediti produkt, ki bo s temi pogoji, ki so zdaj na Zemlji deloval, in imamo zelo dobre rezultate, tudi pri zdravljenju različnih stanj, bolezni in tako naprej. Torej vrača telo v homeostazo, tudi v ravnovesje, in epigenetsko deluje in spominja celice, kako so delovale, ko so bile zdrave, ko so bile v optimalnem ravnovesju. So pa noter informacije preko 300 zdravilnih rastlin, informacije kolidnega zlata, srebra, platine in pa meteoriti, ki imajo zelo visoko vibracijo. Zmerali so po Bovisu, 250 tavžent enot po Bovisu, več kot na bosanskih piramidah, recimo, je tako močna energija noter zmerjena. To pomeni, res podpira telo k celostnemu zdravju. In to se špricaš po telesu, tiješ v vodo, tudi. Torej, ti konzumiraš, pa ni tako, da nekaj vdaja neke valove, da se kot nek obstajajo. V bistvu ti zaščiti avro. Ampak moraš se zaužiti ali pa se špricati. Smo delali poskuse, se zmenjava za info. Zanimivo. Ful dobre zadeve, Mislim, do mene pridejo te stvari, veš, kaj sem odprt na to, in pridejo take stvari do mene, ker itak me to zanima in potem informacije pride do mene. Tiskar rabim dobim. In pol tudi dajem to naprej ljudem in govorim o tem in tako. Sej, če so že na tem, smo vsi neke vrste kanali. Itak, vsak. Odvisno, če si se preklopil na unga, ki je res bil čist. Bolj, ker si ti bolj imaš čisto povezavo, z virom, veš. In potem dobivaš tiste prave. Tako tudi Tesla in te zadeve so se tako dogajali, tudi kakšni umetniki. Vsi so dobili. Se to ni normalno, da bi Michelangelo 24 ur slikal tistem, da nekaj. To so bili čist nekih transih. Čist so bili notar, To je bil čisti divine touch. Dobesedno. Preko njega je res dobesedno. Tako. Kurja pa. To je to. Ok, super, hvala. Zanimiv pogovor, ful, tako res. Se mi je kar zdelo, da bo, veš, danes sem tako zelo umirjeno dan začela, nekaj se samo telovadila in tako sem čutila, da sam preverim, kaj sva pa eni urci. Da nekako energija. Je bilo, Potegnila še, čekaj, da me slišijo malo, potegneva še eno karto, Reiki, to so tudi energijske kartice. Ok, da vidiva, kaj prav karta danes, glede na vse povedano. Ok, verjamaš v te karte? Pa nekaj je že na tem. Super. Vsi so zelo presenečeni, ga potegne. Ne bom, to moš ti potegniti. Intuitivno, kar te pritegne. Pa naj bo tole. Reiki prizemljitev, evo. Eno? Ups. 200, dve bova mogla prebrati. Pa deva.
Očitno ste Boš ti se eno, odločili ste se. Center moči. A? Reki center moči, pa prizemljitev. Ja, ja. Vse v centru moči sva govorila o nas, ne? To o je. temu. Ta divine A boš touch. ti prebral, kaj piše spodaj? No, pa dejva. Torej, Reiki ti dovaja energijo poguma. Čas je, da končno praviš strahove in dvomi vase, postaviš močno energijo in nadeneš krono samozavesti na svojo glavo. Ti zmoreš prav vse. Vsako jutro si v svoji solarni čakri za kakšno minuto vizualiziraj simbol Manipura. Super. Okay. In pa imamo še prizemljitev. Podpora ti svetuje, da prizemljiš tisto, kar je trenutno še v zraku. Naj ne bojo tole želje in neizpolnjene ideje. Sedaj je čas, da ukrepaš in stopiš naprej. Na list papirja napiši svojo novo zavezo, položi karto nanj in Muladhara, simbol ti bo prinesel premik naprej. Ampak zdaj, če to tako malo posplošiva, to je točno to. Če hočeš neki idejo, neki želja, tako kot smo prej v Zakonu o privlačnosti govorili, pač tu moš potem tudi malo v akcijo spraviti. Akcija in prizemljitev, ja. Zato smo tukaj, ne. Ja, točno to Ker si namo se imeli zemlja. tega telesa, oziroma ker bomo šli ven, bomo energija namo rebel tega, ja. Bomo pač tam gor harali, ne. Ja. Zdaj pa Točno dajmo to. prizemljiti in kar imamo zadeti na ta planet, Ja. dajmo dati, ne. Bova pol še podrobno razlagal vsake od kart prebrala, da ne bova. Ja. Aj še pokaževa, ne? Mhm. Sem tudi lepa ta tvoja. Evo? Tako. Super. Hvala. Hvala tebi Hvala. za povabilo. Ja, tudi tebi. Mi je v čast, v veselje. Tudi meni in upam, da še kdaj nekaj Ja, z od teh veseljem. tem jih je veliko. Veliko tema, Ja, ja. mogoče čez par let, ko bomo ta shift neki, pa bo mogoče Pa videla pa kaj kaj dobrega. komentirala, ja. Kaj novega. Super. Okay, hvala, ki ste poslušali in se slišimo prihodnjič. Čau, čau. Čau.